Tour 202. Lepo pozdravljeni, so zmage in so zmage. In ta je bila epska. Dolgo se jo bomo spominjali, Tadej Pogačar, najhitreje doslej na Alpe d'Huez, za mnogimi kolesarji na dnu, a predvsem na ciljni črti za novo zmago v rumeni majici. Superlativov je že zmanjkalo, a nekaj jih bomo še danes našteli za kolesarja, ki iz preizkušnje v preizkušnjo utrjuje svoj sloves enega najboljših, če ne morda najboljšega vseh časov. Naš gost je danes Marko Đalo, dolgoletni član strokovnega štaba ekipe Ineos. Živijo, Marko. Pozdravljen. Z prizorišča se nam danes oglaša Luka Dolar. Živijo, Luka. Živijo. Kot vselej pa je z nami tudi Igor Tominec. Hej, Igor. Ja, lep pozdrav. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Okay. Veliko posebnih stvari smo že videli od Tadeja Pogačarja. 100-kilometrski pobegi, spomeniki mavrične majice, Grand Touri. Še bi lahko naštevali, kar dolg spisek bi lahko sestavili, ampak gotovo pa ta zmaga spada Marko med njegove največje. Ja, sigurno je že pokazal marsikaj, ampak tale pa res mislim, da bo tudi pri njemu zapisana kot največja zmaga. Ja, mogoče celo vsak čas. Igor, tvoje mnenje? Ja, tole danes je bila ena zgodovinskih zmag, ena največjih zmag v njegovi karieri. Mislim, da bo to nekako šlo v zgodovino v takšnem smislu, da se bomo čez leta vsi spomnili, kje točno smo bili na ta dan, ko je Tadej Pogačar osvojil še Alpe d'Huez v verjetno rekordnem številu gledalcev. Na koncu bodo tudi videoposnetki in ti povzetki etap pokazali fantastično atmosfero, ki se je sicer za kakšnega kolesarja tudi nekoliko slabše končala, ampak na srečo večjih pretresov dirka ni doživela v tem ozkem koridorju, ki so ga pustili gledalci. Kakorkoli že, spektakularni kadri in na koncu zmaga Tadeja Pogačarja, to bo za dolgo časa šlo v zgodovino. Poleg tega še izboljšan rekord in povečanje prednosti v skupnem seštevku na več kot 7 minut. Zdaj pravzaprav, če bi si zadal ta cilj, ampak mislim, da si ga ne bo, bi lahko letošnji tur celo dobil z razliko več kot 10 minut v skupnem seštevku, kar bi bilo potem leta in leta neponovljivo in enostavno z ogromno prednostjo bo dobil letošnjo zmago. Lahko se bo zdaj v nadaljevanju posvetil še drugim ciljem, še delu za ekipo. Mislim, da mu to celo omogoča, da bi se lahko zadnji dan v Parizu spet vmešal v boj za etapno zmago, ker jutri ne bo šel na kakšen tak napad od daleč, vsaj zdi se mi tako, oziroma je to namignil tudi v kakšnem odzivu po tej etapi. Predvsem pa je osvojil še en ta ikonični klanec v Alpah in mislim, da je še ena velika kljukica v njegovi karieri narejena. Poleg tega pa en dan za zgodovino tako njega kot slovenskega kolesarstva. Luka, kaj pa bilo zate najbolj impresivno v njegovi današnji zmagi? Da si uspel izogniti vsem gledalcem in se ni nikamor zapletel, ker tudi to je bil po svoje nek dosežek. Zares neverjetno, ko se pelje že dopoldne po samem vzponu, mi smo se peljali 2 uri, pa smo šli ob malce čez 10 uro, se mi zdi, smo začeli vzpon, pa smo bili nekaj čez 12 na vrhu, torej teh 14 kilometrov in tam se komaj prebiješ, potem pa saj vidimo tudi po televiziji, kako to izgleda in na koncu smo dobili tudi nekaj posnetkov neljubih dogodkov, ampak kakorkoli, ob vsem naštetem, kar je bilo že zdaj povedano, mogoče prav to in hvala Bogu, tega sem se res bal, da se kam ne zaplete kdorkoli, saj ne samo Tadej, in da kakšen gledalec povzroči kakšen neprijeten padec. Sicer smo bili priča tudi temu, žal, z Einarjem Rubijem iz Movistarja, ki je končal s šivi današnjo etapo in odstopom, seveda, ko je priletel v avto Emiratov, ko je Andrej Hauptmann oziroma
njegov voznik moral nenadno zavreti zaradi gledalca, ki je skočil pred avto, in Rubio pa ni mogel tako hitro zavreti in je bil v zadnji šipi njihovega avtomobila. Ja, o tem bomo pozneje še slišali Andreja Hauptmanna, kako je on vse skupaj doživel. Prisluhnimo pa zdaj Tadeju Pogačarju. Luka, ti si se z njim pogovarjal po koncu preizkušnje. Tadej, iskrene čestitke, ste šli na instinkt danes, kaj vas je prepričalo ta mitskost tega vzpona? Niste nam dajali občutka, da je morda danes tisti dan, bolj ste se ozirali na jutrišnjo etapo, ampak na koncu pa takale predstava? Ja, tako se je šlo, dobre noge, Adam je bil spredi, Felix je narekoval že dober tempo prej, na klanc prej. Veliko je bilo težkih nog v skupini, se mi zdi, tako da sem se odločil za čim prejšnji napad, potem z Adamom malo. Bil sem vesel, da je spet v formi in probal sem na zmago in na koncu uspel. Ste jezno odvrgli tisto steklenico, ko ste napadli pod ciljem, oziroma bidon 11 km in 800 do cilja? Kaj je bilo tam? Kaj vam je šinilo skozi glavo? Bilo je to sladka pijača, sem se polil, tako da zato nisem mislil, da je bila voda. Zrično tudi jutri. Ja, tudi Tadej Pogačar se včasih zmoti, nihče ni popoln, kar zadeva kolesarstva, pa se zdi, da nihče ni bil še tako blizu popolnosti kot Tadej Pogačar. Luka, kakšen vtis je danes pri tebi pustil, ko si se z njim pogovarjal? Po vse te medijske obveznosti mu seveda nikakor niso tisto, kar najraje počne, ampak tako se je že zverziral, tako je že domač naturo, da mu ni težko odgovarjati, se ponavljati. Videl sem, da je napredoval tudi do te mere v smislu napredka z njegove strani, da nekako podaja podobne odgovore, tudi če ga želiš malce drugače vprašati, ampak kdo bi mu to zameril, vsekakor pa se pozna, da smo v 3. tednu dirkanja in že včeraj, ko smo se malce pogovarjali po etapi, takole s kolegi tule v Franciji, 2 tedna dirkanja bi bilo ravno dovolj, zato da je dirka odločena, recimo, oziroma da so res tisti epski boji in potem ni tiste utrujenosti, ker ta 3. teden se mogoče že malce vleče vse skupaj, pa je treba oddelati vse še na tisti seveda profesionalni ravni in tu res nimamo več kaj očitati, da jo morda včasih smo še kakšno pripombo imeli, ampak se nasmehne, odgovori na 2 vprašanji, potem v tisti mešani coni še do vseh, s katerimi to mora opraviti in tako je ugotovil tudi, da najhitreje pride čez te obveznosti in nihče ni slabe volje. Marko, bi ti podpisal tur le 2 tedna, ne 3? Ja, sigurno, tudi za kolesarje in za stav. Mislim, da bi se vsi strinjali, da bi lahko skrajšali za 1 teden. Se mi pa zdi, da se to ne bo zgodilo, žal za vse, ki ste tam, in za kolesarje, ker vendarle, in tradicija in TV pravice, denar, kolikor ga prinese kolesarstvo, vem, da ne neposredno ekipam, ampak prinese ga pa ASO-ju in ASO odloča, kako in kaj z dirko. Če gremo k etapi, ko je šel na zadnji vzpon, torej na Alpe d'Huez, prehiteval vse pred seboj, veliko kolesarjev prehitel in dosegel fantastičen čas, na koncu 35:27, za 1,5 minute je popravil Pantanijev čas. Sta verjela, da mu bo uspelo pred vzponom, torej preden je Großartner prišel na čelo glavnine in je UAE začel narekovati ritem? Če po pravici povem, niti nisem mogel spremljati dirke, ker sem bil na ukrepni, kjer sem bil brez signala, potem sem bil pa za grupo in samo na vsake toliko časa sem dobil inserte, posnetke, ko sem prišel do signala, tako da nisem niti vedel, kaj se dogaja, dokler nisem videl, da je Tadej napadel z glavnino in se približuje Carapazu in ostalim ubežnikom, tako da takrat sem vedel, da jih bo dohitel in najbrž tudi prehitel.
kar jih na koncu tudi je. Dobre 3 minute je imel zaostanka na dnu klanca, na koncu 6 sekund prednosti pred Lenijem Martinezom, 9 pred Richardom Carapazom. Luka, si ti verjel? Za kakšno sekundo, dve sem že pomislil na tiste Višarje in Primoža Rogliča, ker ta časovna razlika se je nekaj časa povečevala oziroma zmanjševala zelo hitro, potem pa spet ne, ampak to je bila posledica, se mi zdi, predvsem tistih neskončnih skokov Carapaza, kar ni ga zmanjkalo, pa enkrat, pa dvakrat, trikrat, ne vem, nisem potem prešteval, ampak velikokrat pa vedno se ga je Martinez prijel, Kus je počakal, pa priključil potem čez nekaj sekund. Tadej pa je šel v tistem svojem ritmu, ne vem, Carapaz od 15 do 25 na uro, tadej pa očitno tam nekje vmes in na koncu jih je na tempo lepo ujel. Tudi sam pa je, mislim, da dejal, da ni bil čisto 100% prepričan, ker jih kar ni utresel potem tudi, ko jih je ujel, ampak ja, na koncu več kot prepričljivo in čisto tako, ko je napadal, ne vem, če sploh še upamo pomisliti, da mu ne bo uspelo, če se nekaj odloči v tem smislu. Če bi sodelovali tisti spredaj, misliš, da bi imeli lepše možnosti, boljše možnosti, bi jim lahko uspelo, ker kot si omenil, Carapaz nekajkrat napadal, tudi Kus je napadal, pa bil ob ostalih napadih sicer se je držal svojega tempa. Ja, saj so sodelovali toliko, kolikor so lahko, če se ne motim, ker to so fantje na koncu z močmi, to je 19. etapa, to so brutalne stvari, ki jih mi, mislim, da res niti ne dojemamo, morda Marko po iztrošenosti teles lahko malce še bolj to opiše, ampak tam, ko so začeli malce se spogledovati pa voziti cik-cak, Kus, vem, da je, mislim, sigurno bi šel na etapno zmago, če bi lahko, ampak dali so vse od sebe. Lenija Martineza ta tur nismo veliko videli, na koncu se mu obeta morda celo skupno 5. mesto, kar je fantastičen rezultat in je odpeljal danes izjemno. Tako da, ko so pa slišali verjetno, da je Tadej šel, to pa tudi začneš verjetno malce drugače razmišljati potem o tem napadanju in sodelovanju, ali se izplača sploh ali se ne. Marko, razlika med prvim tednom in tretjim tednom, zaključkom 3. tedna, kar zadeva pripravljenosti kolesarjev? Ja, sigurno je občutna razlika, zato je pa tudi čar teh 3-tedenskih dirk, ravno ta zadnji teden in ponavadi že kar tradicionalno naredijo zadnji teden še najtežji, z največjimi višinskimi metri in z najtežjimi etapami, tako da da tudi to svoj čar Grand Touru in sigurno, da so noge že zelo utrujene in normalno, tako kot je že Luka omenil, se pozna, bi fantje Kus, Leni Martinez in pa Carapaz bi sigurno lahko malo bolj sodelovali med sabo, če bi jim noge dopuščali, ampak normalno vsak gre tudi na svojo zmago po svojih najboljših zmožnostih in mislim, da je res klasa zase in normalno je pokazal še enkrat več, kakšen res izjemen kolesar je, tako da mislim, da niso imeli šans. Ja, prisluhnimo še enkrat Tadeju Pogačarju. Z njim se je pogovarjal tudi kolega z televizije David Črnil. Tadej Pogačar, najprej velike čestitke. Kaj vas je gnalo na ta klanec danes? Največ me je gnala moja ekipa, ker smo si zadali nek cilj, ampak spredi pobeg nam je res naredil izjemno težko delo. Spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alpe d'Hueza, tako da me je gnalo to. Po en stran pa tudi ne more, nisem rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzili, imamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse. Malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alpe d'Hueza, da sem končno dvignil roke. Ste vedeli natančno, koliko morate poganjati za rekord? Ne, to je vse malo hecu.
Valjda, najbolj me je gnala zmaga in pa ja, dobre noge. Ne vem sploh, koliko je sploh rekord, tako da to je bolj za vas pol. Ja, rekord je, ampak povejte, ste verjeli, da boste zmagali, ko ste se podali v lov za ubežniki? Vedel sem, da bo težka, zato ker so imeli vsi te, ki so bili v begu, so imeli tudi pomočnike v dolini, tako da so počivali. Niso nič kaj več dela, kakor mi v peletonu, ki gremo na GC. Tako da sem vedel, da bo zelo težko tudi res kvalitetni kolesarji spred, ampak ja, ekipa je naredila vrhunsko in sem tam enih 4 do cilja sem vedel, da jih lahko jamam, ampak potem se jih kar nisem mogel nekako tresati do zadnjega kilometra. Kako je postati zmagovalec Alpe d'Hueza, tudi z vidika jutrišnje etape? Ja, ful dober. Sam še jutr, potem pa Pariz in sem res zadovoljen. Najlepša hvala, čestitke. Hvala. Je Tadej govoril tudi o napredku pri kolesih, takrat v okviru iz aluminija, pa precej sprememb tudi na drugih delih kolesa, ampak pri teži pa ni prav velike razlike. Pantanjevo kolo in Pogačarjevo kolo sta približno enaka po teži, približno oba 7 kg, če imam prave podatke. V čem pa so, Igor, sicer še največje razlike? Velika je razlika med njegovim kolesom in kolesom Marka Pantania iz leta 1995 v tehničnem smislu, torej tu je ogromna razlika v času. Po drugi strani pa tudi se moramo zavedati, da je Marko Pantani kolesaril v času, ko so kolesarji počeli marsikaj, ko so si morali sredi noči nastavljati ure, da so telovadili, kajti sicer bi vse skupaj za njih postalo malo preveč nevarno, ko so imeli malo pregosto kri, kot včasih malo v šali rečemo, ampak veliko tudi zares, skratka neki drugi časi. In tako kot so takrat na nekem nedovoljenem področju imeli prednost, imajo zdaj prednost kolesari na drugih področjih, seveda popolnoma legalnih, in izboljšujejo na vseh klancih te rekorde. Alpe d'Huez je jasno ena taka ikonična točka, ena epska točka Tura, kjer ima rekord še toliko večjo vrednost, ker se bo o tem še dolgo časa govorilo. Je pa po drugi strani tudi res, da razen tiste kemije, ki so jo uporabljali v času Pantania, pa niso imeli tega znanja, kot ga imajo danes na področju nutricionistike, kako se pravzaprav nekako kolesarji oskrbujejo z energijo, kako se pripravljajo vročinski treningi, višinske so seveda že poznali tudi takrat. Skratka, vse to skupaj se na koncu po eni strani pripelje v plus, po drugi strani so na slabšem, vendar na koncu gre razvoj športa in v kolesarstvu se v zadnjih letih 5 ali celo več dogaja res izjemen razvoj in to prinaša na koncu tudi te rekorde, ki se bodo še popravljali tudi v naslednjih letih, ko bo čedalje več kolesarjev imelo pač najboljše možne metode treninga, prehranjevanja, tehnike in vsega ostalega na dirkah najvišje ravni. Marko, kaj pa so sicer še glavne razlike pri samih kolesih v primerjavi s tistimi v 90-ih, na katerih je zmagoval Marko Pantani in postavil do današnji rekord na Alpe d'Huez, in zdajšnjimi, glede na to, da je teža pa vendarle podobna? Ja, se teža niti ni tak problem. Problem je najbolj aerodinamika. Sej vemo, kakšna kolesa so imeli včasih, so imeli še prestave na spodnjem delu okvirja, pa tiste kable, ki so ven viseli, tako da že strani aerodinamike je danes velik napredka proti 95. Potem razni obroči so hitrejši, bolj vzdržljivi, pa potem pneumatike, gume same so bolj aerodinamične, hitrejše.
Tako da vse to, vsaka taka malenkost doda, potem so tukaj še dresi, čelade, dober, sej Pantan je bil kar aerodinamičen svojo prečesko, tako da Je bil. niti ni rabo čelade, Ne, ampak takrat še ne. ja, vsaka taka malenkost doda kakšno sekundo, dve in na koncu vidimo, kaj se da izdržati, kakšni rekordi. Rekordi so zato, da se podirajo, ne? Tako da So. teda jo je uspel danes še enega podreti, tako da še čim več takih. Vprašanje pa, kdaj bo nekdo tega podaril. Prej sem že omenil, ne, počasi zmanjkuje presežnikov, s katerimi bi opisali Pogačarjevo dirkanje. Zmanjkalo pa jih je tudi Martinu Fernandezu, to je športni vodja ekipe UAE. Po etapi je bil navdušen in čustven, govoril pa je, kako je Tadej izjemen in super. Amazing guy, amazing person, amazing champion, amazing team, amazing spirit. Thank you for all guys, for the compromise, for the attitude, for the belief. Always believe, and today always staying the super champion and super leader. Super proud of these guys and today absolutely, and Isaac. Ja, izjemen športnik, izjemen človek, izjemen šampion v izjemni ekipi z izjemnim vzdušjem. Vesel je, da so vsi verjeli v ekipi za super uspeh, za super Tadeja in za super Izaka. 5. etapna zmaga za Tadeja na letošnjem turu, skupno 26. Zdaj je sam 4. na večni lestvici, še 9 jih manjka do Cavendisha, danes torej rekord na Alpe d'Huezu, na poti je do 5. skupnega naslova, 5. skupne zmage na turu. Kateri od preostalih rekordov, pa ne samo te, ki sem jih zdaj naštel, vsi, ki so pred njim, kateri je največ vreden, kateri je Luka najbolj čislen v kolesarstvu? Ja, kaj pa vem, ampak skozi Tadejeve oči mislim, da ga še najbolj morda žene Paris-Roubaix. Tista klasika, da jo še doda v svoje vitrine in potem kaj dosti ne ostane, kakšne olimpijske igre pri kolesarjih so, ampak niso tako zapisane visoko, da bi, ne vem, imel olimpijski naslov cestni vožnji, kot recimo zdaj njegov prvi zasledovalec na turu. In mislim, da bo temu še največ posvečal pozornosti, verjetno več kot namenoma, kot neki dirki po Španiji, pa naj zdaj to ne zveni slabšalno, ker imamo spet občutek, da ko se na to dirko bo prijavil, potem spet vemo kar veliko naprej lahko. In to mislim, da na koncu koncev si trenutno morda celo še najbolj želi. Marko, tvoj pogled? Ja, bi se kar strinjal z Lukom. Ta Roubaix, mislim, da mu še ne bo dal miru, dokler ga ne osvoji, in ja, upam, da ga bo osvojil čim prej. Mislim pa tudi, da rekord vseh rekordov, največ osvojenih turov, mislim, da je to naslednji tak mejnik, tako da zdaj se bo izenačil z preostalimi, pol bomo pa videli, kam ga bo pot ponesla. Torej, na poti do 5. naslova, 5 je rekordna številka na turu, na tem letošnjem pa do Pariza še 1 etapa, skupno še 2. Tako dober je Tadej Pogačar, da sam nabira zmage in potem še drugim podarja zmage na poti do skupnega naslova. To je storil tudi Isaku Del Toru. V angleščini pa je Igor po koncu povedal, da bo jutri delal za ekipo, da bo delal za Isaka Del Tora. Včasih imam vtis med letošnjim turom, da mu je celo malo premajhen izziv in da zato gleda, kako bi nekako pomagal še ekipi, oziroma tukaj predvsem govorimo seveda o Isaku Del Toru. Zagotovo sem prepričan, da bi storil vse, tudi če bi lahko recimo Adama Jejca pripeljal do kakšne etapne zmage. Poleg tega v UAE veliko stavijo na ekipni seštevek na letošnjem turu, ki pa se jim pred finalom v Parizu izmika, ker je razlika Lidl Treka v tem seštevku še vedno zelo velika. Skratka,
kolesar takšnega kova, kot je Tadej Pogačar, mora pravzaprav najti neke nove izzive v vsaki etapi, ker mislim, da najbolj trpi, če mora preživeti neko ravninsko etapo, ki je po vrhu še vroča, neprijetna, letos se je izrazil nadležna. Tako da mu najbolj ustrezajo, poleg teh etap, ki jih sam zmaguje, tudi preizkušnje, v katerih lahko nekaj naredi za ekipo, ampak mislim, da to dojema na nek način tudi kot poseben izziv, kako oddirkati, da bi lahko največ naredil za ekipo, za Del Tora, kako bi ga pripeljal na zmagovalni oder, da bi čim lepša slika bila na koncu, na finalni podelitvi v Parizu in da bo v bistvu prav ta projekt Del Toro zanj izziv do konca letošnjega tura. Morda pa ostaja tudi njegov osebni izziv še sklepna etapa na Montmartru, kajti dobiti finalno etapo v rumenem. To je pa tudi nekaj takega, kar bi ravno Pogačarju lahko največ pomenilo. In takšne parcialne cilje si zastavlja, določene stvari imajo v kolesarstvu znotraj njihove karavane v bistvu večjo vrednost kot morda med samimi gledalci, ki se s tem ne ubadajo, ampak zmagati v rumenem v Parizu, mislim, da ima znotraj ekipe in znotraj karavane velik pomen, tako da ga v bistvu enkrat na letošnjem turu še pričakujem v boju za etapno zmago. Ja, in gremo zdaj v ekipo UAE. Še enkrat, tule je športni direktor Andrej Hauptmann, z njim se je pogovarjala Mojca Breskvar. Andrej, najprej čestitke za še eno etapno zmago. Zmaga na tem mitskem Alpe d'Huezu je ne vredna nekaj več, ampak nekaj posebnega. Ja, res zavedali smo se, da bo težko nadzirati. Predvsem po takem težkem štartu druge in prve kategorije, takoj na začetku etape. Mi smo počakali, smo šli zmeren tempo, tako da nas je ostalo čim več. Seveda smo imeli tudi, nam je prav prišlo, da je bil v begi Leni Martinez, ki je bil skupno zelo v spredju, tako da je mogla tudi Bora in pa ostale ekipe narekovati tempo. In z odličnim delom ekipe smo potem prišli na tisti časovni limit pod Alpe d'Huez. Vedeli smo, da tam okrog 3 minute s takimi kolesarji bo težko nadoknaditi, ampak Tadej je spet fenomenalno odpeljal in še enkrat pokazal, da je najboljši kolesar na svetu. No, ravno to, ko ste omenili 3 minute, vmes je bila razlika tudi že nekje 4. Vas je kdaj zaskrbelo, da bo morda zmanjkalo trase za tole zmago? Ja, bilo je že tudi 4 minute 30 sekund, ampak vedeli smo tudi, da je imel spred trek 3 kolesarje, tako da smo vedeli, da nam bojo na koncu prišli na pomoč pred zaključnim vzponom, tako da se veste, kako je za zmago, se ti mora vse poklopiti. Pa odlična poteza tudi, da je bil Adam Yates spredaj in vsaj nekaj časa pomagal Tadeju. Super, verjetno tudi z vidika, da se zdaj po vseh teh želodčnih težavah, kot kaže, spet zelo dobro počuti. Ja, verjetno bi bilo še drugače, ampak mi imamo samo 2 avta v dirki in smo se odločili, da je Simone nekaj časa spremljal tima, ki je bil s 3 kolesarji sam, tako da ga je z okapčilom pa potem prišel malo prepozno do Adama in Adam je kar trpel vročino, tako da bi bilo lahko mogoče še drugače, ampak nekako je treba poskrbeti za vse kolesarje in poskrbeti, da bojo vsi prišli do cilja. Pa verjetno še ena dobra novica tudi, da je Del Toro zadržal 3. mesto, nekaj sekund pridobil proti Seksasu in vemo, vsaka sekunda lahko šteje in je lahko na koncu pomembna, predvsem pa verjetno tudi za neko samozavest za jutri. Ja, sigurno je zelo pomemben. Del Toro odličen kolesar, ampak pred nami je res, jaz mislim, da kar kraljevska etapa jutrišnja z ekstremnimi višinskimi razlikami, tako da bo treba še počakati. Jaz pravim, v Parizu, ko bomo enkrat se srečali po zadnjem krogu na Elizejskih poljanah, takrat bomo čisto sigurni, kaj smo dosegli.
Jutri še enkrat Alpe d'Huez, zdi se pa, da uvertura do tega precej bolj zahtevna in verjetno pričakujete še en izjemen boj od prve minute naprej oziroma od prvega kilometra naprej. Ja, sigurno. Sigurno bo že takoj na prvem sponu na Col d'Acra bom rekel ognjemet in da bo v bistvu zelo težko narekovati pa kontrolirati razliko, zaradi tega, ker je kar nekaj kolesarjev, ki so vrhunski v vožnji na klanec, ampak smo pozitivni in verjamemo, da bomo tudi v jutrišnji etapi konkurenčni. Za konec samo še tole. Koliko težav ste imeli priti z avtomobilom na vrh, ker že Remko, ki je bil na kolesu, je vmes obstal med navijači, kako uspešno ste se vi prebijali? Če pogledate naš avto, smo bili zadnjih 7 km v stresu, en navijač pred nami padel, mi smo zabremzali, odzadaj nam je v šipo preletel kolesar Movistora in je obležal čez krvav. Tako da vsak let je hujš, tako da danes je bilo res peklensko tudi glede tega. Hvala, Andrej, srečno. Hvala. Kolikor je varnostnih ukrepov in predpisov drugje v primerjavi z 30-40 let nazaj, je po eni strani super, da lahko gledalci, da so lahko še vedno tako blizu in še vedno skrbijo za fantastično vzdušje, kar neverjetno je, da je takšnih dogodkov kot ta, ki ga je zdaj opisal Andrej Hauptmann, da jih je tako malo, ampak jih je pa še vedno preveč. Enar Rubio je moral po tem trku odstopiti. Marko, vprašanje poslušalcev, že prvo danes na Tour 202 afna.rtv.si jih nam lahko še naprej pošiljate. Borut sprašuje, glede na to, da je v kolesarstvu v padcih veliko poškodb, ga zanima, kdaj bodo, če bodo kot obvezno opremo na cestnih dirkah uvedli zračne blazine, torej airbage, da je tehnologija bojda že razvita in da bi lahko dobro zaščitila kolesarja v padcu. Ja, tehnologija gre naprej in jaz mislim, da lahko pričakujemo v naslednjih letih vsaj neke prototipe. Mislim, vem, da že obstajajo, ampak je še bolj v razvoju, v povojih in dokler ne bo to res dodelano, pa konec koncev, dokler UCI ne sprejme teh ukrepov, nimamo kaj. Ne moramo pričakovati teh airbagov, dokler se oni ne odločijo, pa uvedejo to. Ampak ja, sigurno, da bo dobrodošlo, no, vsaj za zaščito tistega najbolj pomembnega dela glave in pa hrbtenice. Tako da čakamo ta dan, kdaj bojo dovolili. Fantastično vzdušje, oba sta že prej omenila na Alpe d'Huezu. Tudi danes veliko je bilo tudi slovenskih navijačev, veliko slovenskih zastav. Dva slovenska navijača pa je pred mikrofon ujela Mojca Breskvar. Igor, ogromna množica ljudi, kdaj ste se danes odpravili na Alpe d'Huez? Ali ste tukaj morda že cel teden? Tukaj smo v bistvu že cel teden. Danes smo štartali ob 8:30 iz vznožja Serre-Chevallier in smo šli s kolesi čez predlas Lautaré in potem dol po dolini in seveda pol gor s kolesi na Alpe d'Huez. Kdaj ste se odločili, da boste prišli na tole današnjo etapo na Turu? To je bil pa plan narejen že, mislim, da meseca marca, pa potem mislim, da maja smo imeli pa dokončni, bom rekel, načrt etap, ker smo pač, kako sem rekel, že cel teden tukaj in smo pač tudi malo kolesarili še po drugih prelazih. Koliko Slovencev ste kaj srečali? Zdi se, da slovenskih zastav je na poti do vrha ogromno. Ja, Slovencev je res veliko, tako da imaš občutek na trenutke, kada si skoraj na domači dirki, kamorkoli prideš, te jasno pozdravijo, če se vidi, da smo prepoznani kot Slovenci, ne, ker imamo približno tudi take drese. Veliko različnih ekip, bom rekel, rekreativnih kolesarjev, res treba doživeti. Marko, vidim, da zelo dobro razpoloženje v čakanju na kolesarje. Me zanima, kaj počnete vse od jutra, dokler pridejo kolesarji tukaj le mimo? Ja, v bistvu zjutraj ženo so krenila z ledu z Alpa, potem najprej malo z avto
nekaj na sedežico, pol pa tu peš gor do, bom rekel, Alpe d'Huez. Potem smo še šla seveda pogledati naokoli, kje so vse Slovenci in lahko rečem, da nas je po moje več tlele, kakor pa na Bledu. Koliko ste jih srečali, no, ko pravite, da jih je ogromno? Težko rečem čez prst, ampak res, če bom rekel, sigurno nekaj tisoč bi jaz rekel, tako čez prst. Od tega, da so prišli s kemperji, s kolesi, pešaki, nekateri vidiš, da so res zagriženi, navdušeni kolesarji, nekateri pol, nekateri pa bolj turistično, ampak res se čuti slovensko vzdušje tlele danes v Alpe d'Huez. Kako in predvsem kdaj ste prišli že vi, ker vemo, da tukaj menda zabava traja že od ponedeljka? Midva sva prišla včeraj in ostajajo do nedele. Torej boste tudi jutri tule na vzponu navijali? Ja, absolutno, absolutno. Marko, kako pa je po etapi, po takšni etapi, ko je gorski cilj, veliko je navijačev, tudi start jutrišnje etape bo na dnu v dolini, pa cilj spet na Alpe d'Huez. Se zdi kar kompleksno in zamudno vse skupaj. Kako izgleda sploh tvoj urnik po koncu takšne etape? Najprej je to kar en velik logistični zalogaj. Prejle smo še zadnje detajle mogli uskladiti raven zaradi spusta zjutraj z Alpe d'Huez, ker spimo na Alpe d'Huez. Urnik je pa v bistvu nič kaj drugačen kot ostale dni, ampak je pa ogromno enih navijačev okrog naših kamionov, okrog avtomobilov, vsak bi rad videl, kaj počnemo in ogromno tudi Slovencev se je mimo ustavili, mimo naših vozil in s slovenskimi zastavami. Ne vem, če 10 let nazaj primerjam na turu, če si videl eno ali pa dve slovenski zastavi, si bil lahko že vesel. No, danes imaš 2 na 10 metrov. Tako da res super vzdušje in jutri bo po moje tudi še isto noro vzdušje. Če se lahko malce kar navežem na Markota, on se ima prav krasno, glede na to, da ekipe, saj večina, če ne vse, to sicer ne vem, spijo lepo na Alpe d'Huez. Smo pa mi šli v dolino in zdaj se lahko povem, da ta podcast snemamo že malce čez 10. uro zvečer in evakuacija, to pomeni zelo strnjena, tudi stoječa kolona še kar traja, pa smo že malce ven iz tega štartnega mesta oziroma vasi jutrišnje etape, torej več kot 15 km smo naredili, recimo, pa vidimo, da vse skupaj še kar poteka in še nekaj časa bo, kar govori o tem, koliko ljudi je bilo na vzponu oziroma v tem primeru na spustu. Vse skozi redarji, policisti, ki usmerjajo neštete kolesarje, ki so se spuščali v dolino zraven, hkrati pa tudi avtomobili, ki jih ločijo potem še na tiste, ki imajo te nalepke, ker so akreditirana vozila in tiste seveda brez nalepk in pravi mali kaos in tu res drugače se mi zdi sploh ne gre in jutri bo pa vse skupaj, kar se tiče samega spusta, recimo še bolj zanimivo, ker danes je vsa oprema, torej vsi tovornjaki, ki zagotavljajo vse, kar je pač potrebno za izvedbo logistike dirke, od prenosa na televiziji do vsega ostalega, so danes še na Alpe d'Huez, jutri pa bo to potrebno spraviti v dolino in kar ne upam razmišljati o jutrišnjem povratku nazaj dol z Alpe d'Huez. Nekaj še v tvoji ekipi Ineos, torej za uvod, preden boš povedal, kako ste pri Ineosu zadovoljni z letošnjim turom, bomo slišali Blaža Bogataja, ki je prav tako del ekipe, Mojca se je z njim pogovarjala. Blaž Bogataj se je pred 4 leti pridružil ekipi Ineos Grenadiers, predtem pa je 8 let deloval v nemški ekipi Bora Hansgrohe. V britanski ekipi se dobro počuti, čeprav sta obe moštvi del svetovne serije, pa je izpostavil, da je način dela v ekipi Ineos nekoliko drugačen. Več kot se kle dela za kolesarje, vprašanje, če se v kateri ekipi dela. Tako da to je bil zame velik šok prvi, ker je res tekmovalec v ospredju in se dela vsako majhno malenkost, da bi
čim manj se ga obremenjevali, se ga podpirali in mu dali res izskočno desko, da naredi rezultat. Nimamo ravno Tadeja ali pa Renkota ali pa kolesarje takega kova, da bi se to res izkazali, ampak v prihodnosti jaz mislim, da bojo pripeljali kakšnega res. So pripeljali lansko leto Oskarja, ampak nekako mu ne spelje še, da bi res prišel do tega. Mogoče na Vuelti, da pokaže pa res kam spada. V dobrem desetletju v svetovnem kolesarstvu je imel Blaž Bogataj različne naloge. V enem obdobju je bil tudi voznik ekipnega avtobusa in na cesti doživel marsikaj. Jaz se spomnim enkrat na Giro d'Italia smo bili parkirani čist blizu štarta, enih 500 metrov od hotela stran in smo rekli, bomo šli zadnji trenutek, da bo vse v redu. Vmes so že vsi obiskovalci prišli, parkirali vse avtomobile na izvozih in ta ovinek, ki je bil ven iz hotela narejen, je bil zelo majhen, ozek in ko smo prišli k tja, smo ugotovili, da je enostavno ne šlo. Bila je pa ena Panda, Fiat Panda, ki je bila pa dosti lahka, tako da smo se vsi mehaniki maserji v krog postavili in smo enostavno z rokam premaknili, da smo lahko šli na štart. Tako da, to je ena bolj taka. Jih je pa vedno, vsak Grand Tour prinese svoje izzive in za bus driverje in za drug stav, tako da nikoli ne zmanjka zgodbic. 5 let je bil del ekipe Bora Hansgrohe tudi nekdani kolesar Peter Sagan. Odličen sprinter je bil po besedah Bogataja karakterno drugačen kot večina profesionalnih kolesarjev. Je tak profesionalen, zelo profesionalen, obenem je pa zelo rad prijatelje, zelo se rad zajebava, da se mu dogaja, da ni sam to striktno profesionalno. Tega je zdaj zelo, zelo malo takih kolesarjev, kot je bil on. Vse je sam še profesionalnost, vati, kje bomo dobili nove malenkosti pred drugimi kolesarji. On je bil pa sproščen in njega nisi videl prvih 5 let, da bi kdaj stopil na ergometer po dirki. Zaradi tega, ker je vedno govoril, da kar je ostalo, naj bo za drug dan, ne bomo več več na kolo hodili. Peter Sagan je na turu kar 7-krat osvojil zeleno majico, dobil 2 spomenika in 3 naslove svetovnega prvaka. A ob vseh uspehih so prišla tudi razočaranja, ki jih Sagan ni skrival, razlaga Blaž Bogataj. Je bilo pa od razbitih televizij, 2, 3 smo zamenjali na turu, enkrat je Cavendish ga premagal, to je bilo bolj gor pri Normandiji pa tam. Pa je prišel takrat, se vsi vam pospravijo z avtobusa, ker so malo vsega bojijo in je prišel to vzel v bidon, pa direkt zalučil v televizijo, tako da je počela, smo mogli menjati. Pa San Remo se je isto zgodil, takrat ob takih stvarih. Pa 15 minut, da se pomiri, pa je že spet v redu. Ampak to so kolesarji s karakterji, to taki so. Ineos za zdaj ostaja brez etapne zmage na letošnjem turu, najbližje so bili na ekipnem kronometru s Filipom Gano. V naslednjih dneh bodo zmago lovili z ubežniki, kot je to lani 2-krat uspelo Arensmanu. So se nekateri tudi bali Petra Sagana. Marko, se ti koga bojiš v karavani? Ne, načeloma ne. Mislim, da imaš kolesarje, ki pridejo po cilju in imajo vročo kri, ampak v naši ekipi zaenkrat nimamo nobenega takega, da bi razbil televizije, tudi če ne zmaga. Tako da ne bojim se. Kako zadovoljni pa ste pri Ineosu z letošnjim turom? Pa sej vemo, če ne osvojiš ture, je sezona neuspešna. Zdaj smo že majčkaj navajeni, da ne osvajamo tura, takrat, ko je Tadej na štartu. Tako da smo šli bolj na druge cilje, na etapne zmage, stavili smo vse na ekipni kronometer, pa smo imeli spet smolo z Voklenom in predrto pneumatiko, tako da nekako se nam ni, že ta prva etapa se nam ni šla, potem pa še parkrat smo bili v begu blizu, pa tudi se ni šlo, tako da lahko rečem, da nismo najbolj zadovoljni z samim turom.
Nekaj vprašanj poslušalcev, še zdaj, prej smo že slišali vprašanje Boruta. Tin sprašuje, ali kolesari med dirko uživajo kofein, glede na to, da so coffee ridi zelo popularni. Kaj pa med dirko, a kofein je med pomembnimi stimulanti? Ja, je. Sploh na kakšnih težjih etapah, recimo, če je težji zaključek dirke, potem vzamejo kofeinske gele, da jim malo dvigne vse skupaj, puls pa vse, in tako da uporabljajo kofein. Je pa mogoče še kot neko zanimivost, veliko kolesarjev se odloči in ne pije kave pred turom, recimo, oziroma pred Grand Tourom. Ne pije kave kakšen mesec, vzamejo brezkofeinsko, bolj zaradi okusa pa navade, zato da imajo potem kofeinski geli boljši učinek med samo etapo. Luka pa sprašuje, da na spletu pogosto krožijo odlični tekaški rezultati profesionalnih kolesarjev. Prej mi je ravno Luka, torej Dolar, omenil, da si ti tudi zelo nadbuden tekač. Danes si že šel teči? Sem 5 zjutraj, ker smo imeli zgoden odhod, tako da v bistvu sem na tem turu samo 2-krat spustil jutranji tek, ostalo mi je vse uspel iti. Je res, da kolesari imajo mašino, ali kako ne rečem, imajo srce, imajo vse predispozicije tudi za vrhunske tekače oziroma vrhunske športnike nasploh, ampak dostikrat je težava pri kolesarjih ta, da se, če prehitro začnejo teči oziroma prehitro hočejo doseči hitre čase oziroma hitre teke, se poškodujejo, ker pač telo ni navajeno teh udarcev vsakič, ko stopiš na tla, in pride hitrejš do poškodb. Luka ravno sprašuje, tako špekulativno vprašanje, ampak če bi se Tadej Pogačar za 1 leto posvetil tekaškemu treningu in se bi sistematično pripravljal na maraton, kakšen rezultat bi bil sposoben doseči? Mislim, da pod 2 uri ne bi šel, tako kot Kenijci, bi bil pa sigurno med hitrejšimi. Pač vemo, vsi ti Kenijci, Etiopijci imajo že predispozicije take, da Evropejci jim pač, mislim, kdorkoli jim ne more parirati, ker prvič so rojeni na višini, in pa oni imajo tek tečejo v šolo, recimo. Tako da jaz mislim, da bi bil kar vrhunski. Zdaj, kakšen čas, to pa težko rečem, ker toliko spet nisem v teh, kako bi rekel, rekordih med tekači, tako da ne vem, kakšen je recimo evropski rekord. Jaz mislim, da bi to lahko podaril. Tudi sam moram reči, da ne vem. Si pa predstavljam, da je veliko Kenijcev tudi teklo že za evropske države in si predstavljam, da mora biti evropski rekord v maratonu zelo, zelo dober. Vedno v vsaki oddaji tudi podelimo majico Tura 202, tistemu vprašanju, ki se je gostu zdel najbolj zanimiv. Tokrat torej odločaš, kdo bo majico dobil. Luka je torej spraševal o tekaških rezultatih v povezavi med vrhunskim kolesarstvom in tekom, Tin o kofeinu. Prej smo pa slišali še Boruta, ki je spraševal o airbagih. Katero vprašanje ti je najbolj všeč? Bom rekel kar tek. Tek. Luka, majica Tura 202 je vaša. Za konec pa gremo še k zgodbi, in sicer v današnji se vračamo na Alpe d'Huez. Nekoč je ta vzpon veljal za nizozemski vzpon. Nizozemci so na začetku, ko se je Tour tja odpravil, vselej blesteli, tudi njihovi navijači so tam izstopali, slišali pa smo že, da je zdaj tam ogromno Slovencev. Zakaj ta vzpon velja za svetišče cestnega kolesarstva in kako so ga zaznamovali legendarni Fausto Coppi, Marco Pantani in Lance Armstrong?
pa predstavi Matica Rupnik. To niso poleti v Planici, prav tako to ni kakšna vroča nogometna tekma. Lahko pa bi rekli, da gre za nogometni stadion premaknjen na najbolj legendaren vzpon na dirki po Franciji. Alpe d'Huez, 13,8 km vzpon s povprečnim naklonom nekaj več kot 8% in z legendarnimi 21 serpentinami, kjer se vsakič zbere okrog 500,000 gledalcev, bo tudi tokrat ponudil pravi spektakel. Prvič je tur sem pripeljal leta 1952. Zmagal je legendarni Italijan Fausto Coppi, od takrat naprej pa se je na tej cesti zvrstila skoraj celotna kolesarska zgodovina. Tu so slavili Bernard Hinault, Marco Pantani, Carlos Sastre, Geraint Thomas, Tom Pidcock, prva med dekleti pa pred nekaj leti Demi Vollering. Alpe d'Huez je veličasten teater pod odprtim nebom, kjer so od prve etape leta 1952 zapisane največje drame in najlepši podvigi kolesarstva. 21 ovinkov je postalo športni mit, podoben Marakani za nogomet, dirkališču Monza za Formulo 1 ali Štrajfu v Kitzbühelu za smučanje. Je v najnovejši knjigi o Alpe d'Huezu zapisal Jean-Paul Vespini. Na Alpe d'Huezu so se pogosto odločale tudi največje bitke za rumeno majico. Leta 1986 sta Bernard Hinault in Greg LeMond v cilj pripeljala skupaj in ustvarila eno najbolj znamenitih fotografij v zgodovini tura. Carlos Sastre je leta 2008 prav na tem vzponu naredil odločilno razliko in si tlakoval pot do skupne zmage. Marco Pantani pa je leta 1997 postavil rekord vzpona, ki še vedno ostaja merilo za najboljše hribolazce. 21 ovinkov sem prevozil skoraj na slepo, skozi morje ljudi, ki se je odpiralo tik pred menoj. Je vzpon opisal legendarni pirat Marco Pantani. Svoje poglavje je tu napisal tudi Lance Armstrong. Leta 2004 je bila etapa na Alpe d'Huez prvi in doslej edini gorski kronometer na tem vzponu. Armstrong je zmagal pred Janom Ulrichom in dodatno utrdil vodstvo na turu, čeprav so bili tudi ta rezultat in njegove druge zmage pozneje izbrisani zaradi dopinške afere. Vsaka od 21 serpentin tako nosi ime enega od etapnih zmagovalcev. Ko se kolesarji vzpenjajo proti cilju, pravzaprav vozijo mimo zgodovine dirke, mimo Coppija, Hinaulta, Pantania in drugih legend. Toda Alpe d'Huez ni poseben samo zaradi zgodovine, poseben je tudi zaradi ljudi. Nikjer na turu ni občinstvo tako številčno, tako strastno, če že ne kar noro. Veličastna gora v Azan odmeva od vseh teh vzklikov. So zapisali pri Le Mondu. Že nekaj dni pred etapo se ob cesti zvrstijo avtodomi, na vrhu vzpona v vasi Jes, pa ob spodnji postaji žičnice nastane ogromen kamp, kjer je vzdušje že nekaj dni pred dirko zelo veselo. To pa velja tudi za 7. serpentino od 21, kjer se okrog 5 km pred ciljem nahaja nizozemski ovinek. Že desetletja ga obarva oranžna barva, navijači pa tam ustvarijo koridor, skozi katerega se morajo kolesarji prebiti. Pogosto je prostora komaj za krmilo, zaradi dimnih bakel, zastav in glasnega navijanja, pa imajo tekmovalci občutek, da vozijo skozi tunel ljudi. Včasih gre navijaštvo na Alpe d'Huezu tudi predaleč. Leta 1999 je gledalec podrl Giuseppeja Guerinija, ki je bil na poti do etapne zmage. Italijan je padel, se pobral in kljub temu prišel do zmage. Leta 2018 pa je, potem ko je s krmilom zajel trak enega izmed fotografov, nekaj kilometrov pred ciljem padel Vincenzo Nibali, ki je naposled moral odstopiti. V zadnjih letih je na vzponu vse več slovenskih zastav. Uspehi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja so v Francijo že leta 2018, sploh po letih 2022 in 2026, pripeljali tudi številne slovenske navijače. Takole je bilo na vzponu leta 2018. V
V zadnjih letih lahko na vzponu vidimo tudi slovenski ovinek, kjer se že ure pred mimohodom najboljših kolesarjev prepevajo najlepše slovenske navijaške pesmi. Mnogi dopust načrtujejo tako, da lahko nekaj dni preživijo prav na Alpe d'Huezu. Čakanje traja več ur, kolesarji pa mimo pripeljejo v le nekaj minutah. Toda skoraj vsak, ki je bil tam, pravi, da gre za nepozabno doživetje, ki ga je med zlato ero slovenskega kolesarstva nujno doživeti na lastni koži. Luka, nekaj smo že govorili o jutrišnji etapi, ogromno je klancev, več kot 5400 metrov višinskih, pravi uradna stran tura, več kot 5600 pa pravi PCS, torej spletna stran Pro Cycling Stats. Kraljevska etapa, kaj pričakuješ? Kdo bi vedel, če se tedaj odloči, da bo zmagal, potem bo zmagal in recimo se hitro spustil z Galibijeja, ki bo najvišja točka letošnjega tura, več kot 2600 metrov nad morjem, ampak daleč od tega, da bi, ali pa bo ta vzpon odločil, ampak daleč od tega, da bi bil to najtežji vzpon oziroma edini težak vzpon te etape, 20. torej po vrsti, 3 izven kategorni vzponi, zares brutalna etapa in še ko začnejo takoj v hrib na Col de Croix de Fer, še pred tem že Croix de Fer je čez 2000 metrov na Glandon, ki sicer sploh ni okarakteriziran, na 1900 dobrih metrih in potem spust v dolino, cel ta prvi vzpon že v dolžini dobrih 24 km, torej do Croix de Ferja, pa potem spust v dolino in vzpon prve kategorije na Telegraf, ki leži tudi zelo, zelo visoko, ampak morda še najniže na koncu v jutrišnji etapi, pa potem se kar naprej lepo dvigujejo na Galibiej, ki sem ga že omenil, skoraj 18-kilometrski vzpon, pa še enkrat malce v dolino in nato še na en vzpon izven kategorni Col de Saren, ki bo prav tako ponudil verjetno morda zadnjo možnost pravo za to, če se kdo odloči za kakšen pobeg in napad na klanec, kajti potem se ne spustijo več toliko kolesarji na slabih 171-kilometrski etapi, kakšnih 300 metrov višincev samo še do konca, ko bodo znova šli na Alpe d'Huez, tokrat z druge strani in prevozili, mislim, da kakšne 3-4 kilometre samo današnje trase, tiste, ki jo je zaznamoval tedaj Pogačar, in malce, ko sem takole z razdalje razmišljal, so ga morda zato zasrbele pete, če lahko rečemo temu tako, ker je to ta ikoničen mitski vzpon bil danes na Alpe d'Huez, jutri ne tisti tradicionalni, pravi, klasični, ampak vseeno, to je kraljevska etapa in bomo videli, če bo Isaac del Toro pravi, potem bi se oziral tja, če pa ne, pa bomo videli, kdo je še sposoben na 20. etapi biti prvi na kraljevski etapi. To bo tudi ne nazadnje izziv, kot tudi osvojiti, kot sem že prej omenil, najvišjo točko na Galibijeju. Jutri torej karavana v Alpah, potem pa Pariz. Pariz je precej daleč, kako se bo karavana tja prestavila iz sobote na nedeljo, Marko? Ja, najprej po cilju na Alpe d'Huezu se kolesarji spustijo v dolino s kolesi. Tam jih čaka ekipni avtobus, kjer se stuširajo, pojejo in jih avtobus v konvoju s policijskim spremstvom jih odpeljejo v Grenoble na železnico. Tam pa s hitrim vlakom do Pariza oziroma do Versaja, tam jih poberejo organizatorji z avtobusi, jih peljejo v hotel in mislim, da je predviden prihod okrog 1 zjutraj v hotelu v Versaju. Tam jih pa že čakajo člani naše ekipe, ki jim pripeljejo kovčke, tako da bojo imeli vse v sobah, ko pridejo po etapi. Mi pa z vozili, s kamioni, z avtomobili. S kolesi. Mislim, s kolesi, ne na kolesih, ampak s kolesi. Tako. S kolesi. Upam, da ne na kolesih. No. To bi bilo malo dolga. Ja, ne, kolesa damo v kombi. Pa tudi tečne do Pariza. Ta bi bila pa še daljša. Ja, res.
Ja, v glavnem mi gremo pa po etapi z vsemi vozili in s kolesi do Lyona, kjer je tako rečeno halfway hotel, oziroma hotel na pol poti. Potem pa v nedeljo zgodaj zjutraj vsa kolesa pripraviti, oprati, vse avtomobile oprati pred samim Parizom. Tam imamo ponavadi neko zborno točko, potem vsa kolesa damo na avtomobile in se pripeljemo na štart. Tako da bo še v bistvu cel teden je že zelo dolg, zgodnje jutranje ure in pozne večerne ure, tako da je že kar večkrat naporno, ampak bomo še ta 2 dni preživeli. Veliko sreče tudi v teh zadnjih 2 dneh, pa tudi sicer. Marko, hvala, da si se nam pridružil, vedno te super imeti v podcastu. Luka, Igor, hvala tudi vama. Jutri bomo znova skupaj, naš gost pa Srečko Glivar. Uživajte, se slišimo. Tur 202.